enega leta je deželo kozolcev obiskalo že 20.000 obiskovalcev. Seveda si pa želimo tudi vnaprej, da potem pol leta pride novo obdobje, ki bo morda še bogatejše. Kaj pripravljate za to novo obdobje? Novo obdobje temelji na dosedanjih temeljih, na večjih prireditvah, kot sta na primer Festival marmelade, Zeliščarski dan, Dan odprtih vrat, ki jih bomo še obogatili, dodali morda kakšnega novega in pa tisti manjši dogodki, ki so bolj lokalnega značaja. Bliža se konec starega leta, začetek novega leta. Pripravljate za obiskovalce kakšne posebnosti v tem času? Drži, pripravljamo čarobno deželo kozolcev, ko bodo kozolci v našem muzeju na prostem čarobno in pa profesionalno osvetljeni. Ta čarobna dežela kozolcev bo odprla svoja vrata 21. decembra in bo na voljo za ogled do 28. decembra. Istočasno pa v Šentrupertu poteka tudi tradicionalna prireditev, to je Veseli december v Šentrupertu, ki pa poteka pravzaprav cel december in se vse odvija na trgu. In kaj se bo odvijalo točno na tem trgu, lahko kaj izdate? Seveda lahko. Kmalu vas bo kakšen jumbo pano povabil na dogajanje. Tam so izpostavljene bolj glasbene točke oziroma glasbeni dogodki. Pevski zbor šentruperskih žena bo nastopal, skupina Cantamus Lilit, to gre bolj za mlajšo dekliško zasedbo, da temu tako rečem. Potem pa ansambli, kot so Veseli dolenci in Nemir, seveda Modrijani, silvestrovali pa bomo skupaj z ansamblom Šantej. Poleg tega pa pripravljamo tudi kulturne prireditve, določene, da temu rečem, določena knjiga bo predstavljena, to je Mama kašo kuhala v izdaji etnodružabnega društva Draga pri Šentrupertu, prvi bralni večer v deželi kozolcev, program za najmlajše in še bi lahko naštevali. Čakate torej samo še na sneg? Pravzaprav čakamo, da se vse skupaj začne odvijati. Čarobni, mrzel december je sicer že tukaj, sneg bi pa bil tista pika na i, da bo še bolj v bistvu vse praznično in prednovoletno.